Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije že vrsto let spodbuja dostopnost informacij in kulturnih vsebin za gluhe in naglušne. Eden pomembnih korakov k enakopravnemu vključevanju gluhih v družbo je tudi dostop do literature v njihovem maternem jeziku, slovenskem znakovnem jeziku. Branje klasičnih tiskanih knjig je za marsikaterega gluhega izziv, saj slovenščina ni materni jezik gluhih. Slovenski znakovni jezik ima svojo slovnico in način izražanja, zato branje v pisni slovenščini ni vedno enostavno. S prilagajanjem knjig v slovenski znakovni jezik, najpogosteje v obliki videoposnetkov, kjer pripovedovalci zgodbo podajajo v znakovnem jeziku, se gluhim omogoča enakovredno doživetje literarnega sveta. Zveza je leta 2023 izdala knjigo Bonton 1, 2, 3 avtorice Katarine Picelj. Knjiga Bonton 1, 2, 3 predstavlja pravila lepega obnašanja iz vsakdanjega življenja. Zbrane so take čisto vsakdanje situacije, kot je na primer pravila predstavljanja, tikanje, vikanje ali pa obnašanje pri mizi. Prav tako je primerna tako za otroke kot tudi za odrasle. Jaz mislim, da vsak od nas najde kaj novega. Knjige so približane gluhim tako, da poleg besedila vsebujejo tudi kretnje in pa videoposnetke v znakovnem jeziku. Katarina Picelj je leta 2024 izdala knjigo Kako se počutiš, ki otrokom preprosto in vizualno privlačno razloži osnovna čustva, kot so veselje, žalost, jeza in strah. Namen knjige je, da otroci bolje razumejo sebe in druge, ter se naučijo izražati čustva tudi v slovenskem znakovnem jeziku. Kako se počutiš je knjiga o čustvih. In sicer je sestavljena iz krajših zgodb, ki so polna čustev, tako da se lahko vsak poistoveti z temi liki, ki nastopajo v knjigi. Primerna je za medgeneracijsko sodelovanje, mislim, da je zabavna in za odrasle in za otroke. Še najlepše je pa, če jo berejo skupaj. Prepleteni je novejša knjiga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki se posveča identiteti, sprejemanju drugačnosti in pomenu jezika. Zgodba prepleta svet gluhih in slišečih, spodbuja razumevanje, strpnost in odprtost. Knjiga Prepleteni govori o medosebnih odnosih, in sicer so v poglavjih zbrane zanimive teme, ki mislim, da bodo pritegnile vsakega. Veliko je poudarka tudi, kako je važna vzgoja otroka in tudi postavljanje mej. Knjige nas bogatijo. In sicer s knjigami pridobivamo besedni zaklad, znanje in pa tudi željo po raziskovanju, po spoznavanju samega sebe. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da so približane gluhim na tak način, da jih razumejo, da si želijo brati, da jih to tudi veseli in pa raziskovati nove teme. Sara Irman Kolar, profesorica likovne umetnosti, je avtorica in ilustratorka slikanice Anika govori drugače, ki je izšla decembra 2024 pri založbi Petka. Knjiga je nastala v sklopu njenega magistrskega dela na področju likovne pedagogike. Navdih za zgodbo je črpala iz osebnega zanimanja za svet gluhih, ki ga je poglobila z opravljenima 2 stopnjama tečaja slovenskega znakovnega jezika.
Znakovni jezik je bila stvar, ki sem jo spoznala v času korone. Takrat so online potekali tečaji znakovnega jezika in kot neka radovedna punca me je zanimalo, če se tega uspem tudi jaz naučiti in če mogoče mi kje pride prav. In sem se udeležila, opravila 2 stopnji tečaja znakovnega jezika in potem je pa to nekako ostalo v zraku. Sicer sem to znanje širila na kakšnih delavnicah, oratorijih in podobno, ampak tam se je nekako ustavilo. Ampak to znanje mi je bilo nekaj zanimivega, izvedela sem ogromno zanimivih stvari o samem jeziku in tudi o življenju gluhih ljudi in se mi je zdelo pomembno, da probam to tudi malo širiti med druge. Slikanica je nastala z idejo seveda kot produkt magistrskega dela, ampak kot neko nadgradnjo, ki sem jo želela izpostaviti, sem želela vključiti torej znakovni jezik, ker se mi je zdelo zelo pomembno, da to znanje, ki sem ga pridobila, uspem širiti med druge, predvsem med mlade ljudi oziroma otroke. Ti otroci nimajo možnosti srečevanja z gluhimi osebami, ne poznajo, ne vejo, kaj pomeni biti gluh, kako se te osebe sporazumevajo, s kakšnimi težavami se soočajo. In sem želela na en tak igriv, njim prijeten način predstaviti to tematiko. Zgodba govori o dečku Tomažu, ki ima eno skrivnost. Ta skrivnost je njegova gluha deklica oziroma sestrica Anika, s katero se torej sporazumevata v slovenskem znakovnem jeziku. In ko to Tomaževi sošolci vidijo, se najprej čudijo, se jim zdi to nekaj čudnega, se mi zdi, to je tudi takšna reakcija nas nevedneža od začetka. Ampak potem ena radovedna deklica Ema pa poizve, kaj to je, kako se onadva sporazumevata, da to ni skrivna koda, ampak da je to slovenski znakovni jezik, ki pomaga torej sporazumevati med gluhimi in slišečimi oziroma med gluhimi samimi. In to zadevo potem širi tudi med ostale in vsi prijatelji so potem navdušeni, se tudi sami naučijo tega jezika in lažje sprejemajo to drugačnost. Ker želela sem ravno to izpostaviti, da biti drugačen ni nič narobe, da je potrebno sprejemati drugačnost, različnost med vsemi nami in to se mi zdi zelo pomembno, da pri mladih bralcih tudi vzpodbujamo. Zgodbe, prilagojene v slovenskem znakovnem jeziku, prek QR kode uporabnikom slovenskega znakovnega jezika omogočajo, da literaturo doživijo v svojem maternem jeziku. Slišeče pa spodbujajo k razumevanju drugačnosti. Poleg zgodb ponujajo tudi učenje osnovnih kreten v risbi. Knjige so na voljo na spletnih straneh zveza-gns.si in založba petka.com.